Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Novembrsko deževje je opozorilo na nedokončano sanacijo plazu, ki se je nad Belco sprožil pred letom dni. Močan dež je v potok znova nanosil velike količine skal in peska, ki so jih zaradi varnosti stroge izkopavali tudi pretekle noči, da voda ne bi prestopila bregov in ogrozila okoliških objektov. Težava bo rešena šele z izgradnjo pregrade. Te dni, ko smo spet doživeli kar močno deževje in posledične izlive hudourniških rek v Zgornjesavski dolini, se nam je spet zgodila nesrečna Belca, čeprav ne v enaki meri kot lani, je povedal kranjskogorski župan Janez Hrovat. Po njegovih besedah je bila sanacija na srečo že v tolikšni meri izvedena, da so stanovanjski objekti zaščiteni. Zato so se te dni osredotočali predvsem na zaščito gospodarskih objektov, žage in zlasti male hidroelektrarne, ki deluje na tem območju. Če ne bi dodatno utrdili brežine, bi močan tok vode znova lahko povzročil kar nekaj škode, je izpostavil župan, ki upa, da bo spomladi država res poskrbela za izgradnjo pregrade oziroma zadrževalnika Proda, ki je bil sprva obljubljen že za letošnjo jesen. Gre za 10 metrov visoko in 70 metrov široko pregrado, ki bi prebivalce Belce rešila skrbi. Stala naj bi več kot $500 000 in naj bi jo iz sklada za naravne nesreče financirala država. Sama sanacija območja skalnega podora na Belci poteka že 1 leto, a bo po Hrovatovi oceni še dolgotrajna. Še dvakrat je bilo treba tudi minirati kamniti blok. Konec lanskega leta so tako odstranili približno 25 000 kubičnih metrov materijala, oktobra letos pa še dodatnih 35 000 kubičnih metrov. Kljub temu se je zaradi razmočenosti terena nad Belco znova sprožil zemeljski plaz. Ta sicer ni ogrožal vasi, niti ni zajezil potoka, je pa gmota skal, peska in podrtega drevja zasula del gozdne ceste, ki so jo začeli graditi po tistem, ko je bila prejšnja že zaradi preteklih plazov na tem območju neprehodna. Potrebna pa je zaradi dostopa do pašnikov, gozdov in vodnih objektov. Pred dnevi se je tako v potok Belca znova zrušilo okoli 20 000 kubičnih metrov kamenja in skal, kar je povzročilo povišan pretok vode. Material so v minulih dneh odstranili iz potoka, z odstranjevanjem pa so zaradi močnega dežja in posledičnih novih naplavin nadaljevali tudi vse noči, da se voda ne bi preveč dvignila in prebila postavljenih zaščit ter zalila območja. Zdaj poglabljajo strugo predvsem na območju, kjer je elektrarna, treba pa jo bo tudi nižje, torej na celotnem potoku, vse do Save dolinke. Martuški gasilci imajo novo, večje gasilsko vozilo z vodo z oznako GVV2. Uradno so ga prevzeli preteklo nedeljo, ko se niso ustrašili niti obilnih padavin. Ključe je poveljniku Gregu Mihaliču predal kranjskogorski župan Janez Hrovat. Čestitke gasilskemu društvu Gozd Martuljk za to pridobitev, res enkratno vozilo, ki bo vsaj 25 let verjetno služilo tukaj pod vznožjem Špika. Upajmo, da že danes popoldan ne bo treba v kakšno intervencijo, ker vidimo, da potoki in hudourniki prostopajo bregove. Čestitam vsem, predvsem pa čestitke poveljniku in predsedniku, sta res z neomajno voljo in energijo tale avto lobirala, ga opremljala in tudi v glavnem do koncev dosanjala z vsem gasilci skupaj, tako da evo, avto je tukaj, sirena dela, upam čim manjkrat na akcijah, pa čim večkrat na kakšni paradi. Tako da čestitkam Rutam
in srečno in uspešno tako naprej. Stojimo pred MAN-om, se pravi MAN TGM 13290 podvozje in pa nadgradnja večje gasilsko vozilo GVV-2. Sama karakteristika mogoče 9-stopenjski ročni menjalnik, avto je na blazinah in pa 290 konjskih moči samega podvozja. Nadgradnja je tipizirana po Gasilski zvezi Slovenije, mogoče je specialna tipska oprema so pa dvižne blazine in sicer v primeru kakšnih nesreč, naj bo to gozdne nesreče ali pa kakšne prometne nesreče in pa pomoč za celo občino. Novo vozilo je za društvo torej velika pridobitev. Investicija je vredna 208 tisoč evrov, od tega je 150 tisoč evrov prispevala kranjskogorska občina, preostala sredstva v višini 58 tisoč evrov pa so zagotovili gasilci sami, in sicer s pomočjo botrstva, botar je Marko Robič, in krajanov ter drugih donatorjev. Gasilci iz Gozd Martuljka smo izredno veseli ob tej naši novi pridobitvi, namreč gre za vozilo, ki bo dobra zapolnilo naše vrste in ki se ga v društvu zelo želimo in veselimo in upam, da nam bo služilo še na dolgo časa. V tem času, ko tega vozila nismo imeli, smo imeli manjše vozilo, vendar so se v tem času pokazale velike potrebe, večje potrebe po našem požarnem okolišu in s tem tudi po večjem gasilskem vozilu in njegova boljša opremljenost nam bo omogočala, da bomo lahko služili tistemu, kar je najbolj pomembno, torej reševanju in gašenju ter pomoči našim občanom. Vozilo je blagoslovil domači župnik Janez Šimenc. Osnovna šola Mojstrana je v sredo prvič gostila mini Cicibanovo olimpijado za otroke vrtcev in učence prve triade osnovnih šol iz Kranjske Gore in Mojstrane. Na dogajanju v šolski telovadnici se je zbralo več kot 200 otrok. Tako kot je že v navadi za mini Cicibanovo olimpijado, so najprej s Foksijem pozdravili mimohod olimpijske bakle in zastave, prebrali za prisego športnika in se za vadbo po postajah dobro ogreli. Krožna vadba je potekala na 10 gibalnih postajah pod skupnim sloganom Vsi smo zmagovalci. Po koncu vadbe so vsi prejeli zaslužena priznanja. Da je celotna prireditev potekala tako, kot mora, so za vse aktivnosti poskrbeli dijaki 4. letnikov vzgojiteljske smeri Srednje šole Jesenice. Prireditev za otroke iz Zgornje Savske doline so pripravili Olimpijski komite Slovenije, Športna zveza Jesenice z regijsko pisarno OKS, Srednja šola Jesenice in Zavod za šport Jesenice. Ta konec tedna je na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora potekal sejem rabljene smučarske opreme, ki je predvsem priložnost za starše, da kupijo novo zimsko opremo za svoje otroke. Organizirala sta ga Turistično društvo Kranjska Gora in Alpski smučarski klub Kranjska Gora. Tudi letos smo se v Kranjski Gori odločili, da pred začetkom zimske turistične sezone organiziramo 11. sejem rabljene smučarske opreme. Veseli smo, da je odziv vsako leto večji v sodelovanju z Alpskim smučarskim klubom Kranjska Gora in pa seveda z osnovno šolo Josipa Vandota tukaj v Kranjski Gori. Otroci radi pridejo, prav tako radi pridejo tudi starši, dedki, babice, oprema se zamenja in vsi skupaj smo bolje pripravljeni na smučarsko sezono, ki upamo, da se bo kljub slabemu vremenu začela nekje začetek meseca decembra, tako da so starši zamenjali opremo, vsi smo dobro pripravljeni in pa seveda si želimo obilico snega in pa obilico prijetne in ugodne smuke ter seveda tudi preživljanje prostega časa na snegu v naši zimski turistični Kranjski Gori. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. V sredo ob 16. se lahko udeležite izdelovanja adventnih venčkov v Liznikove domačiji v Kranjski Gori. Literarni večer z Rado Polajnar bo v knjižnici v Kranjski Gori v četrtek ob 19:30.
V petek ob 18. bodo parkeljni treh dežel znova zavzeli Podkoren. After party z Vito Feltno pa bo ob 20. v dvorani Vitrancu v Kranjski Gori. Odprtje alpske božične tržnice v Mojstrani bo v petek ob 18. Odprta bo do konca decembra. Turistično društvo Gozd Martuljek vabi v soboto od 16. do 18. ure na delavnico Izdelajmo adventni venček. Če bi tudi letos želeli poskrbeti za praznično vzdušje na vaši mizi ali na vhodnih vratih, pridite in si naredite adventni venček po svoji želji. Delavnica bo v gasilskem domu v Gozdu Martuljku, vodila pa jo bo Marija Kristan. Prižig lučk v alpski vasici v Kranjski Gori s skupino Avtomobili bo v soboto ob 18. Adventni koncert Vlada Kreslina bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori v nedeljo ob 18. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokratno kroniko tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!